Pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lilisorom. Tokratna tema so kode. Kaj so, kaj niso, kaj zborejo in kaj ne. In začela bom takole. Že kar nekaj časa od vas dobivam vprašanja, predloge. Lilija, boš ti tudi naredila, daj mi napiši mojo kodo, daj mi ti napiši mojo osebno kodo, to sem tam videla, prebrala, a to res deluje, kaj to sploh je. Se pravi, kar nekaj, bom rekla, zanimanja za to se je nabralo v zadnjem času in jaz ne bi bila jaz, če ne bi šla stvari najprej testirati, preden rečem, ok, zdaj pa za tem lahko jaz sama v resnici tudi stojim. Čeprav vse je logično. Numerologija je tisočletja stara, mogočna, žlahtna veda o številih. Logično je, da če imamo mi naše osebne izračune, da vemo, kaj pomeni naše ime, naš priimek, naš rojstni datum, naši osebni izračuni, lekcij, karme, osebnih števil in še marsičesa, ogromno izračunov se skriva v našem imenu, priimku in rojstnem datumu. Logično je, da če ta števila skombiniramo s tistimi števili, ki simbolizirajo, denimo obilje, denimo ljubezen, denimo zdravljenje, denimo stabilnost, denimo pogum. Je seveda logično, da se da za vsakega izmed nas pripraviti unikaten set kod, ki pač resnično so oblikovane za to osebo. Ampak, a veste, tisti, ki ste bili meni na svetovanju, pa imate sedmico, veste, da rečem, da tudi jaz sem nekoliko, ne bom rekla nejeverna, ampak želim resnično stati v temu, kar počnem. Zakaj? Zato, ker je tega na internetu toliko, da bo domače rekla, da glava boli. Ne rečem, da je vse na internetu zlagano, ne me narobe razumeti, sploh ne. Ampak sigurno pa sem ter tja naletimo tudi na kakšno stvar, ki mogoče ni najbolj korektna, ki mogoče ne izhaja iz integritete, ampak pravzaprav iz želje po zaslužku. In temu sem se želela izogniti. Se pravi, kar nekaj časa sem se poigravala s temi kodami, testirala sem jih na znancih, na osebah, ki so dovolili, da jim naredim njihov paket in so potem enostavno opazovali, kaj se zgodi. In kaj se zgodi? Podporo dobimo. In zdaj vsem tistim nejevernim Tomažem, ki bodo rekli, ma to je placebo učinek, ne? Okej. Se ne bom kregala s tem, kajti prvi korak za vsako stvar je seveda to, da mi v to verjamemo. Jaz verjamem, da če smo mi nastrojeni proti nečemu, lahko ta stvar še tako učinkovita, bomo s svojim umom iskali samo dokaze, da ne deluje. In vsi poznamo kakšnega takšnega človeka v našem življenju, ki se prav trudi najti problem za vsako rešitev, se temu reče. Koda vam ne bo čudežno spremenila življenje, absolutno ne. Jaz vam ne morem narediti kode, pa boste potem kar naenkrat mladi, brez botoksa. Pa kar naenkrat bo prišel princ na belem konju in bo ta prav in ne bo nobene težave in ne bo nobenega zapleta, ker to ni life. Saj to ni bistvo življenja, da se mi rodimo in potem, kot da bi na temuju naročil, nam poštar takole prinese in reče, evo, sanjska služba, izvolite, sanjski avto. Poglejte, vsi odnosi štimajo. Pa saj, dragi moji, bi nam bilo dolg čas. Če smo čisto iskreni, nekaj časa bi nam to sedlo, bi uživali. Kolikokrat se imamo fajn, pa potem sami malo zakompliciramo stvari, tudi to se zgodi. Torej, kaj koda je in kaj koda ni? Koda je nekaj, kar v sebi nosi energijski zapis. Podobno velja za naše ime, za naš priimek, za vsako besedo. Vsaka beseda ima svojo vibracijo. Zato pa tako zelo poudarjamo, kako zelo so besede pomembne, kako zelo je pomembno, kaj govorimo, kaj s tem sporočamo. Zakon privlačnosti je spisan absolutno in zgolj samo na temu. Vsaka misel, vsaka beseda ima svoj pomen, ima svojo vibracijo, s katero deluje. Podobno velja za kodo. Se pravi, če vi točno veste, katera števila so vaša, katera števila so tista, ki denimo simbolizirajo vaše poslanstvo. Recimo, da želite delati na sebi, na svoji duhovni poti, da želite sebe malo drugače razvijati, kot samo to, da imate mišice in da želite sebe nekako oblikovati v bolj kvalitetno, bolj zrelo, bolj izpolnjeno osebo, bolj modro osebo. Če vi točno veste, katere vaše število duše, katere so tiste vaše številke, ki pravzaprav so in simbolizirajo vašo pot, in če temu dodamo številke, ki krepijo duhovni razvoj, ki krepijo resnico, integriteto, kvaliteto in bomo zdaj temu rekli neko zrelost,
Potem imamo zapis, ki bo vam pomagal, če ga boste pravilno uporabljali, seveda, razbrati, kaj je tisto, kar na svoji duhovni poti potrebujete. To ne pomeni, da boste kar jutri sedeli v lotus položaju, vaše tretje oko se bo odprlo, čakre se bodo poravnali in vam nič ne bo treba. Ne. Čudežna tabletka pač kode niso. Lahko nam pa zelo pomagajo sebe osrediniti in sebe nekako poglihati nazaj na našo pot. In to pravzaprav je bistvo numerologije. Bistvo numerologije je razumeti sebe, ko govorimo o partnerstvu, o mogoče nesporazumih in tako naprej, tudi okolico. Kolikokrat poznamo ljudi, ko se A in B kregata in mi kot oseba C vidimo, da oba dva isto govorita, ampak vsak v nekem svojem jeziku, vsak na nek svoj način in sta se sposobna spopasti, mi smo pa potem tam tako miska modra čelada in nek mediatorji, pardon, se oba dva isto govorita, sam tega ne vidite. Včasih je tudi to dar numerologije. Veste, kolikokrat pridete k meni na analizo odnosa oziroma na coaching, kako odnose izboljšati in gre pravzaprav samo za to, da malo prevedemo. Oseba A je povedala to, oseba B je to narobe razumela oziroma oseba B komunicira na drugačen način. Včasih je potrebno samo neke stvari malo razčleniti. In te kode vam lahko pomagajo pri tem, da se vi ozemljite, da se vi povežete sami s seboj, da vi v sebi najdete odgovore, povezave, smisel. Seveda je zato treba pravilno uporabljati, ne tudi Feng Shui. Neverjetna veda je. Feng Shui je resnično veda, kateri se klanjam. Ampak velikokrat, ko po internetu berem kakšne članke, ki so napisani na hitro, na pol, ker seveda smo tudi prostorsko omejeni pri določenih prispevkih, so pomanjkljivi. Kajti ni dovolj samo to, da boste vi rožo postavili tamle v en kot in vaše življenje bo zacvetelo. Sigurno pomaga, če to naredimo na pravi način. Tanja Žagor, veste, da je carica, če vas Feng Shui zanima, si pogledajte pri njej njene prispevke, njene usmeritve in tako naprej. Kar hočem povedati je, da vse te vede, od astrologije, numerologije, Feng Shuija, Tai Chija, česarkoli, so vede, ki temeljijo na znanju, ki se je nabiralo tisočletja. In da pač gre za neko kompleksno zadevo, zato včasih nekaj, ko preberemo na internetu, ko mi rečete, ja, jaz sem pa prebrala, da ime Mojca pomeni to, pa ne vem čemu, pa ne vem niso vsi viri informacij na žalost kredibilni. Tako da, dragi moji, bom rekla takole. Koda vam lahko pomaga priti nazaj v stik s seboj, lahko vam pomaga se energijsko okrepiti, enako kot kristal. Enako kot prehrambeni dodatek, kajti mi smo večplastni. Naš potrebuje kvalitetno miselno hrano, kvalitetne vsebine, se pravi, ne obrekovanje, tračanje in tako naprej, ampak kvaliteto, preverjene informacije, žlahtne informacije. Naše telo potrebuje kvalitetno zdravo hrano, ne junk food, ne alkohola, itd. Naše srce potrebuje kvalitetno čustvovanje, da lahko krepi svojo čustveno zrelost in da ne ostanemo na nivoju 3-letnega, 5-letnega, 10-letnega, 15-letnega otročka. In podobno tudi na energijskem nivoju, čeprav morda se bo to komu zdelo zelo za lase privlečeno, so kode, so nauki, so orodja, ki nam lahko zelo pomagajo vzpostaviti tisti stik s teboj, ki smo ga iz otroštva izgubili. Tisti, ki mi sledite dalj časa, veste, da sem delala v vrtcu, jaz vam povem, rodimo se, vse nam je jasno. Vse nam je jasno. Potem pa počasi v življenju zgubljamo ta stik. Se pravi, dragi moji, koda vam ne bo spremenila življenja v smislu, da jo boste napisali na lev komolec in bodo gube okoli oči zginile in boste shujšali 15 kg kar čez noč, lahko pa vam zelo pomagajo pri tem, da imate podporo vaših števil, se pravi vaših zapisov na teh 12 področjih življenja in zraven dobite še kodo moči, kar je pravzaprav so vaša osebna numerološka števila, ki pa pravzaprav velja v vseh situacijah. Se pravi, ne glede na to, ali ste v stiski, ali ste pred nečim novim, ali ste srečni, ali ste neprično zaljubljeni, ali mogoče se soočate z razhajanjem in tako naprej. Ta koda moči vedno deluje, kajti to je pravzaprav zapis vas. In vsi se sem ter tja malo zgubimo, vsi sem ter tja malo zajadramo drugam. In leto 2025, podobno kot 2021, kot 2020, to so leta, ki so izjemno neharmonična, zato velikokrat nismo bili sami sebi podobni.
Velikokrat tudi v naši bližini niso sami sebi podobni. In ravno takrat, ko imamo občutek, da je vsega preveč, da smo se malo izgubili, da več nimamo neke stabilnosti, ravno takrat rabimo maksimalno podporo sebe. Tako da bom na koncu rekla takole. Tisti dnevi, ko se mi je zdelo zelo pomembno ljudi prepričati, da je numerologija res veda in da ni prerakovanje in da ni šloganje in da ni čarovništvo in da ni hokus pokus in da ni kar neki in da ni namenjena temu, da me sprašujete, kdaj bom punco dobil, a mi bo una dala na tretjemu zmenku, na kjermu zmenku bom pa in tako naprej, so minili. Tako da jaz bom rekla tako. Poskusite in prepričajte se sami.